Na Gorenjskem je po noči zapadlo še nekaj centimetrov dodatnega snega, ki je ponovno upočasnil promet, hkrati pa še bolj obremenil drevesa. Na Jezerskem so zaradi nevarnosti podrtja dreves na hiše evakuirali 2 družini. Medtem se delavci elektropodjetij, gasilci, člani civilne zaščite in cestna podjetja še vedno trudijo zagotoviti elektriko in varen dostop do nekaterih odročnejših krajev. Železniški promet po državi se počasi normalizira, a ponekod še prihaja do zamud. Potem, ko so elektromonterji na območju Elektra Maribor v torek zvečer napajanje omogočili že skoraj vsem odjemalcem, so se ponoči razmere znova nekoliko poslabšale. Brez elektrike je namreč spet ostalo približno 7000 odjemalcev. Zaradi novega dežja in močne poledenelosti kljub prizadevanju ekipe prihaja do dodatnih poškodb omrežja in novih izpadov. Še vedno je motena oskrba z vodo na nekaterih območjih Haloz in Mariborskega vodovoda. Po zadnjih podatkih je brez vode še vedno okoli 1000 ljudi na širšem mariborskem območju. Vremenoslovci opozarjajo, da bosta danes ob krajevnih padavinah še nastajala žled in poledica. V višjih legah in ponekod po nižinah bo pihal jugozahodni veter, kar bo povzročalo dodatno lomljenje dreves. Večja je tudi nevarnost padanja ledenih sveč z viaduktov in mostov ter padanja ledu in snega z neočiščenih vozil. Zaradi padavin in nizkih temperatur so ceste kljub posipanju in pluženju lahko poledenele. Ker je poškodovanih več varovalnih ograj ob avtocestah, je povečana nevarnost, da vozniki naletijo na živali na cesti. Podrobnejša vremenska napoved pa sledi ob koncu oddaje. Na pomoč prizadetim v snežni ujmi je priskočil tudi Rdeči križ Slovenije. Odprli so račun za zbiranje prostovoljnih prispevkov. Posamezniki in pravne osebe lahko prispevke za akcijo Zima 2014 nakažejo na transakcijski račun, zapisan na zaslonu. Probanka, ki je od začetka lanskega septembra v postopku nadzorovane likvidacije, je imela v lanskih prvih 9 mesecih dobrih 267 milijonov evrov čiste izgube. Neto slabitve in rezervacije banke so v tem obdobju dosegle 257 milijonov evrov. Država za nadzorovan potek likvidacije jamči z državnim poroštvom v vrednosti 490 milijonov evrov. Konec prejšnjega leta je po dokapitalizaciji banke postala njena 100-odstotna lastnica. Vlada in sindikati nadaljujejo pogajanja. Vlada pričakuje pogovore o spremembah zakona o sistemu plač v javnem sektorju, sindikati pa razpravo o načinu povračila potnih stroškov ter dodatku za pripravljenost na delo zunaj kraja bivanja. Za zdaj kaže, da so možnosti za zbližanje stališč majhne. Z novelo želi vlada urediti vračilo preveč izplačanih plač ter kvorum za veljavnost kolektivne pogodbe za javni sektor. Danes se začenja prvi prijavni rok za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2014-2015. Univerze ter javni in koncesionirani samostojni visokošolski zavodi so razpisali 20 871 vpisnih mest za redni in izredni študij. Kandidati lahko pošljajo samo eno prijavo, v njej pa lahko po prednostnem vrstnem redu navedejo največ 3 študijske programe, v katere se želijo vpisati. Zadnji dan za prvo prijavo je 5. marec. Jutri zjutraj bodo padavine večinoma ponehale, čez dan se bo ponekod delno zjasnilo, zvečer bo po nižinah nastala megla. V petek bo na vzhodu pretežno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno, v zahodnih krajih bo pričelo rahlo deževati. Topleje bo, pihal bo okrepljen jugozahodni veter. V noči na soboto se bodo padavine okrepile in razširile nad vso Slovenijo, ter v soboto dopoldne večinoma ponehale. Meja sneženja bo med 600 in 900 metri nadmorske višine. Danes v dnevniku televizije Maribor. Žled in težave z elektriko večajo že tako veliko luknjo tudi upravljavcem pohorskih smučišč. Zjutraj je na poledenelem cestišču v Zgornjem Gasteraju šolski avtobus trčil v osebni avtomobil. Tudi mariborske nogometašice se že pridno pripravljajo na spomladanski del prvenstva. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.